No, jaz bi vas želel lepo pozdraviti na sedežu Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Zahvaljujem se za vašo udeležbo, spoštovani predstavniki javnih občil, medijev, kakor tudi z veseljem pozdravljam na sedežu Vseslovenskega združenja malih delničarjev odvetnico gospo Kek, kakor tudi dr. Glaviča. Oba sta na tokratni novinarski konferenci prisotna z željo, da kar se da celovito predstavimo pobudo za presojo ustavnosti, ki smo jo vložili v preteklem tednu, in sicer v imenu in iz naslova zaščite pravic in interesov delničarjev slovenskih bank, ki so bili razlaščeni, za nekatere pa kaže, da tudi še utegnejo biti. V vsakem primeru je to na temo škandalozne razlastitve, ki jo je Republika Slovenija izvedla glede na spremenjen zakon o bančništvu oziroma novelo zakona o bančništvu, kot edina država tako v Evropski uniji kot tudi sicer s tako rigoroznimi radikalnimi ukrepi, torej popolne razlastitve tako delničarjev kot imetnikov podrejenih obveznic. Da gre za drugo novinarsko konferenco, pravzaprav pol leta po prvi, ko smo z formalnimi postopki pričeli iz naslova zaščite interesov in pravic imetnikov podrejenih obveznic v slovenskih bankah. Že takrat smo najavili, da bomo temeljito preučili in skušali poskrbeti za tovrstno zaščito pravic interesov tudi delničarjev slovenskih bank, in lahko z veseljem povem, da smo spričo številnih težav, ki smo se jih s tem v zvezi morali polotiti, vendarle uspeli tudi po tej plati zagotoviti varnost oziroma vse pravne postopke, ki jih iz tega naslova lahko zastavimo in peljemo. Kar zadeva samega poteka novinarske konference, bi vas želel seznaniti, da ima odvetnica obveznosti, tako da bom po tej strokovno-vsebinski plati, kar se tiče same pobude, najprej dal besedo njej, da predstavi ta del, medtem ko bi seveda temu sledila tudi vaša eventualna vprašanja, zatem pa bova z dr. Glavičem kot sicer članom strokovnega sveta Vseslovenskega združenja malih delničarjev, pa tudi predstavnika civilne iniciative Nove KBM oziroma razlaščenih delničarjev iz naslova Nove KBM, bova nekaj kasneje predstavila aktivnosti, ki jih še načrtujemo in ki s tem v zvezi potekajo. Vi veste, da je sama razlastitev delničarjev problematična tudi toliko bolj iz tega naslova, da gre za veliko število delničarjev, ki so bili razlaščeni, preko 100.000, še posebej in v prvi vrsti tiste, ki so bili razlaščeni iz naslova javne prodaje državnega deleža v Novi KBM pred leti, tako da je po tej plati seveda njihova situacija še posebej vredna obravnave in izpostavitve vprašanja odgovornosti tistih, ki so tako takrat kot v vseh procesih doslej ob vseh opozorilih, ki smo jih tudi iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev praktično ves ta čas na vseh skupščinah in sicer naslavljali na upravo, na nadzornike in na večinskega lastnika oziroma državo, ki je kot taka krojila v vsem tem času usodo te banke, kakor tudi drugih bank, neposredno tudi NLB, posredno seveda tudi Abanke. Dotaknili se bomo tudi vprašanja Faktor banke in Probanke, v primeru katerih vsaj deloma kaže, da takšne razlastitve, kot so bile tudi v tem primeru in postopki, niso bili neobhodni in nujno primerni, še posebej pa velja to za državne banke. S tem v zvezi bomo danes predstavili dodatne momente in argumente. Jaz bi v tem uvodnem kontekstu seveda s tem zaključil in dejansko predal vezano na samo pobudo iz naslova razlaščenih delničarjev odvetnici Kekovi, ki je seveda tudi pripravila v sodelovanju s strokovnimi sodelavci združenja, pa tudi formalno vložila takšno pobudo, ki je nova. Takšne pobude torej doslej na Ustavnem sodišču navkljub številnim pobudam, ki so sledile
tudi v tistem primeru prvi, ki je bila strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev oziroma preko nas in preko odvetnika Kuniča vložena danes že za več kot 350 imetnikov, razlaščenih imetnikov podrejenih obveznic, pa je in temu so sledile številne druge pobude za presojo ustavnosti iz naslova imetnikov podrejenih obveznic. Medtem ko je, kar se tiče delničarjev, to doslej prva in po naši vednosti seveda tudi edina tovrstna pobuda, s katero želimo omogočiti delničarjem, da brez kakršnih koli stroškov z zelo enostavnim postopkom, torej samo oddajo pooblastila, ki je dostopno na spletnih straneh združenja oziroma na našem strežniku z natisnenjem takšnega pooblastila, nekaterih dodatnih podatkov, lahko pristopijo tudi sami aktivno in so del in s tem izkažejo seveda tudi potrebno podporo postopkom, ki jih za zaščito pravic in njihovih interesov združenje pelje, kot rečeno, na lastne stroške. S tem delničarji nimajo nikakršnih obveznosti, vabimo jih zgolj, da seveda oddajo pooblastilo in s tem podprejo naša prizadevanja in tudi pokažejo to, kar smo seveda že zaznali, tudi mi preko številnih klicev, sporočil, da je ogorčenost med njimi precejšna. Zdaj bi pa, kot rečeno, predal besedo odvetnici. Prosim, gospa Kek. Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Kot veste, je z spremembo zakona o bančništvu dejansko bil v členih, ki se izpodbijajo za to pobudo, uveden nek nov izredni ukrep, ki ga Banka Slovenije lahko izreče posameznim poslovnim bankam z namenom zagotavljanja njihove kapitalske ustreznosti. Ta izredni ukrep, ki ga izpodbijamo za to pobudo, je možnost posega, oblastnega posega v neka gospodarska razmerja in korporacijske pravice delničarjev bank, in to za namenom dejansko prenehanja veljavnosti njihovih delnic. Zdaj, če pogledamo iz predloga zakona o bančništvu, izhaja, da se je zakonodajalec pri utemeljitvi podlag, ki naj bi bile podlaga za sprejem te ureditve, skliceval na direktivo, to je direktiva o vzpostavitvi okvirja za sanacijo in reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij, in pa na sporočilo Evropske komisije o uporabi pravil o državni pomoči za podporne ukrepe v korist bank v okviru finančne krize. Zdaj je treba takoj povedati, da direktiva, na katero se sklicuje predlagatelj zakona, ni obvezen pravni akt v Evropski uniji, saj še ne velja. Ta direktiva je šele v fazi sprejemanja in zaradi tega še ni podana dolžnost Republike Slovenije, da svojo zakonodajo uskladi z navedeno direktivo. Tudi vlada in Banka Slovenije v javnosti ves čas trdno zagovarjata svoje stališče oziroma svojo trditev, da naj bi bili te izredni ukrepi sprejeti na podlagi zahtev Bruslja, kot jih imenujejo, in to zahtevo Bruslja oni utemeljujejo z sklicevanjem ravno na to sporočilo komisije, in so dejansko na stališču, zagovarjajo stališče, da je to sporočilo obvezujoč pravni akt v Republiki Sloveniji, kar pa nikakor ne drži. Sporočila komisije dejansko vsebujejo samo neka priporočila, ki skladno z pravom Evropske unije ne predstavljajo obvezujočega prava Evropske unije, ki ga države članice morajo spoštovati bodisi neposredno, kot to velja za uredbe, ali pa bodisi preko implementacije te ureditve v domačo zakonodajo, ne. Zdaj tudi Evropsko sodišče je v nekaterih sodbah že poudarilo, se pravi Sodišče Evropske unije,
da sporočilo Evropske komisije ne predstavlja kršitve zakonodaje Evropske unije, saj sporočila niso pravno zavezujoča. Se pravi, s tem, ko smo mi in če smo zares, če je bila to res podlaga za sprejem te izpodbijane ureditve zakona o bančništvu, če je bila dejansko podlaga to sporočilo Evropske komisije, potem pomeni, da se je Republika Slovenija dejansko odpovedala delu svoje suverenosti, mimo okvirjev, ki jih določa 3. člen Ustave Republike Slovenije. In za kaj takega pač ni bilo podlage ne v Ustavi, ne v pravu Evropske unije. Zdaj, če čisto na kratko povzamemo, kaj je problem te izpodbijane ureditve z ustavnega vidika. Ne? Zdaj vemo, da ta ureditev je dejansko posegla v pravni položaj, ne samo pravni, ampak tudi ekonomski, premoženjsko-pravni položaj delničarjev. Ne? In v njihove korporacijske pravice, ki izhajajo iz zakona o gospodarskih družbah. In to na način, ki po našem prepričanju ni skladen tako z načeli pravne države, kot tudi z človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, predvsem z pravico do sodnega varstva, za pravico do pravnega sredstva in za pravico do zasebne lastnine. Poleg tega je ureditev po zakonu o bančništvu dejansko omogočila oblasten poseg, kot smo že rekli, v te korporacijske razmere med delničarji in bankami, in to na retroaktiven način. Tle sicer govorimo o nepravi retroaktivnosti, kar pomeni, da je posegla v njihove pričakovane pravice, vendar moramo se zavedati, da tudi neprava retroaktivnost v okviru 155. člena Ustave in 2. člena Ustave dejansko v okviru te neprave retroaktivnosti so ravno tako varovane pričakovane pravice posameznikov pred nesorazmernimi posegi v njih. Se pravi, delničarji ob nakupu delnic niso bili seznanjeni z možnostjo, da bo njihova naložba v banke razvrednotena na ta način. Se pravi, z izrednim ukrepom. To ni izhajalo iz prospektov. Poleg tega je tudi se v javnosti ves čas ustvarjal vtis, že kar dolga leta nazaj, da je dejansko dokapitalizacija bank končana, da gre za varne naložbe v banke, predvsem v NKBM, in zaradi tega so tudi ljudje, kot večina od njih nepoučenih vlagateljev, verjeli, da je taka njihova naložba varna in tudi dolgoročno ekonomsko nekako upravičljiva. Se pravi, z možnostjo izreka nekega oblastnega ukrepa, s katerim se poseže v njihove pričakovane pravice, se pravi, pričakovana pravica v tem primeru je pravica do soodločanja pri sprejemanju odločitev banke in do soudeležbe pri dobičku. Ne. S tem je bilo dejansko na nesorazmeren način, se pravi mimo načela pravne države, poseženo v njihov pravni in ekonomski položaj. Zdaj, po našem prepričanju zakonodajalec tukaj ni izkazal nekega razumnega razloga, ki bi prevladujočega pač v javnem interesu. Zdaj menimo tudi ne samo to, ne, da že v tem kontekstu pade izpodbijana ureditev za vidika načela sorazmernosti, pa hkrati menimo tudi tak ukrep ni ne nujen, ne primeren, ker moramo vedeti, da že zakon o gospodarskih družbah nekako dopušča možnost zmanjšanja kapitala družbe tudi z prenehanjem veljavnosti delnic. Ne? In zakaj zdaj ne dopustijo, da delajo normalni mehanizmi, tržni mehanizmi gospodarstva, ne? In da se z oblastnim ukrepom dejansko posega v te pravice in na novo ureja nekaj, kar je že dejansko urejeno v zakonu o gospodarskih družbah
nekako ni razumno. No. Zdaj, z temi ukrepi je dejansko, ko pride do izreka tega ukrepa, je dejansko delničarjem tudi odvzeta nekako možnost, da pridejo vsaj do delnega poplačila v primeru, naprimer, stečaja banke, ne? Ker zdaj prakse v tujini stečaja bank dejansko kažejo na to, da na koncu tudi delničarji, ki se poplačujejo med zadnjimi, dejansko pridejo do nekega premoženja, povračila nekega premoženja, ki so ga vložili v nakup teh delnic. Se pravi, s to ureditvijo je jim tudi ta možnost popolnoma odvzeta, ne? Zdaj, zelo velik problem je, ki z vidika načela pravne države je ta, da ta zakon ne predvideva, ne določa kriterijev in meril, po katerih je izvedena ocena kapitalske vrednosti sredstev banke, ne. Se pravi, zakon mora vedno določati, v skladu z načelom pravne države, mora zakon vedno določati in kriterije in merila za določene ukrepe, ki se lahko izvajajo na podlagi tega zakona. Potem tukaj morda velja omeniti tudi odsotnost prehodnega režima, ne, ker zakon določa, da ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Ne. Kaj je zdaj ta prehodni režim? Ne? Prehodni režim tistim, na katere se zakon dejansko nanaša in na katere pravni položaj vpliva, dejansko omogoči, da se postopno prilagodijo nekim novim razmeram, nekim novim pravilom, pravnim pravilom. Se pravi, kar se tiče delničarjev, verjetno, če bi vnaprej bili seznanjeni s tem, da je možnost, da je njihova naložba, finančna naložba razvrednotena z nekim oblastnim aktom in da tudi dejansko grozi, da bo do tega prišlo, potem bi se verjetno ekonomsko obnašali popolnoma drugače in bodisi ali prodali delnice, nekateri bi prodali delnice. Je pa dejstvo, da bi verjetno, če bi bila taka zakonodaja, taka ureditev že v času nakupa teh delnic, se mnogi ne bi niti odločali za njihov nakup. Pri nakupu teh delnic sistemskih bank, ki so v večini državni lasti, pa je šlo dejansko za dokapitalizacijo teh bank in nekako pomoč bankam, ne. Zdaj, zelo velik problem te ureditve, ne, na katero po mojem prepričanju Ustavno sodišče ne bo moglo tega problema enostavno prezreti, pa je, da zakon v 347. členu ne daje pravnega sredstva tem, ki so, se pravi, delničarjem, katere prizadene ukrep, ne daje nobenega pravnega sredstva, da v postopku pred sodiščem ali drugim organom zahtevajo presojo zakonitosti izrečenega ukrepa. Se pravi, da zahtevajo presojo, ali so bili sploh podani pogoji za izrek takega izrednega ukrepa, ne. Ker glede na to, da po informacijah, ki v zadnjem času prihajajo v javnost, se pravi o stanju, finančnem stanju, položaju bank, sploh NKBM, tudi Nove Ljubljanske banke, vidimo, da teh ukrepov sploh ne bi bilo treba izreči, ne. Da so banke finančno zadosti, če rečemo temu stabilne ali pa kapitalsko ustrezne, da bi lahko servisirale tudi svoje obveznosti tako do obvezničarjev kot tudi do delničarjev, ne. In zdaj, ker na drugi strani vi delničarjem sploh ne date možnost, da to dokažejo v postopku pred sodiščem, da dejansko je prišlo do nezakonitega izreka teh ukrepov, izrednih ukrepov, se pravi, do izreka ukrepov, brez da bi bili za to podani pogoji in v neskladju z Ustavo dejansko odrekate pravico do sodnega varstva in tudi pravico do pravnega sredstva.
To je zelo pomembno. Ne. Poleg tega se je treba tukaj zavedati, ne, da prvič je dejstvo, da nobena od poslovnih bank, ki ima edina možnost, da vloži tožbo zoper izrečeni izredni ukrep, se pravi zoper odločbo Banke Slovenije, ni vložila, se tega sredstva ni poslužila in tudi dejansko ni vložila take tožbe. In glede na to, da vsi vemo, koga in na kakšen način se imenujejo člani uprave banke in kdo jih potrjuje, tudi ni za pričakovati, da bi to sploh prišlo do tega, do te vložitve tožbe, ne, se strani poslovnih bank. Poleg tega je pa tudi izrek teh izrednih ukrepov na nek način banko nekako kapitalsko razbremenjuje in tudi vprašanje, če je njim sploh v interesu, da bi tako tožbo tudi vložili. Čeprav bi jo morali, kot bo verjetno potem dr. Glavič povedal tudi na konkretnem primeru nove KBM, zato za izrek izrednih ukrepov dejansko niso bili podani pogoji. Tako da, se pravi, vse to ne, pa narekuje potem tudi ugotovitev, da je bilo z izrečenimi izrednimi ukrepi nesorazmerno poseženo v lastninsko pravico imetnikov delnic poslovnih bank, katerim so bili te ukrepi izrečeni. Toliko na kratko. Hvala lepa, odvetnica. Jaz bi, kot rečeno, glede na to, da se bo zaradi siceršnjih obveznosti, torej zunaj Ljubljane, odvetnica morala v kratkem posloviti, prosil, če ima slučajno kdo iz naslova strokovnega, vsebinskega vidika, vezanega na to pobudo, ki jo predstavljamo danes in je bila vložena v preteklem tednu, izpostavljam torej kot edina pobuda, ki je vložena tudi iz naslova zaščite pravic interesov razlaščenih imetnikov delnic slovenskih bank, da takšno vprašanje zastavite, ker se bo potem žal morala odvetnica posloviti, bo pa seveda na razpolago za dodatna pojasnila in pa tudi še nekaj momentov, ki jih kaže dodatno predstaviti, ne samo po pravnem, ampak tudi po bolj finančni plati in analizi nekaterih stanj v posameznih bankah, pa tudi v mednarodnem kontekstu, torej to bova predstavila pa še izdatneje potem z dr. Glavičem. Vas prosim, če ima kdo kakšno vprašanje, prosim. Rekli ste, da ni bilo prehodnega obdobja in da bi delničarji v tem času verjetno lahko prodali delnice. Kdo pa mislite, da bi kupil te delnice? Vemo, da so delnice NKBM bile vredne skoraj da že nič, ne? Poleg tega zdaj govorite, da banke odlično poslujejo, seveda imajo dobiček, ampak zato, ker smo noter dali 3,5 milijarde, ne? Ali bi tudi brez teh 3,5 milijard poslovali tako, kot poslujejo zdaj? Glejte, jaz imam konkretnih podatkov, ne morem komentirati, kaj je, vendar je dejstvo, tako kot se tudi kaže, to bo bolj vprašanje za dr. Glaviča, da bi brez izreka teh izrednih ukrepov, upoštevanju vseh ostalih vidikov in finančnih podatkov, ki zdaj dejansko... Da bi pa kljub temu davkoplačevalci dali noter naš denar. Se ne govorimo o davkoplačevalcih. Čigav denar je pa to? Vi veste, da se je, samo te, kateri so bili razlastninjeni, so tudi davkoplačevalci. Ja so, ampak samo en delček, ne? Pa morate vedeti, da so bili zaradi tega, da so tudi banke, rečemo že depoziti bank, ne, so se dejansko tukaj tudi pretransformirali, kakor razumem, ne. Zatem, lejte, dejstvo je, da te finančni podatki, ki zdaj se kažejo tudi glede na bilance, objavljene bilance posameznih bank, ne bi bilo potrebno s takim ukrepom zagotoviti njihove kapitalske ustreznosti. Vi morate vedeti, da se je nova KBM ima trenutno kapitalsko ustreznost preko 20%, medtem ko Evropska unija zahteva 8%, če se ne motim, 9%, povprečje Evropske unije pa 10%. Hočete reči, da smo preveč denarja vložili v te banke? Če smem jaz poseči, to je dejansko vprašanje, če dovolite. Ta moment je seveda bolj finančne narave in konkretnih analiz, ki jih je, če dovolite, ki jih je opravila skupina
z dr. Glavičem po strokovni plati, tako da je to bolj vprašanje, ki ga kaže nasloviti nanj. Jaz bi še enkrat prosil, če lahko tisto, kar je vezano na pravne vidike, pravna vprašanja, ustavno presojo. Zdaj, če ste rekli, da bi ljudje lahko prodali, kdo bi pa kupil, kdo pa bi po vašem mnenju lahko v tistem času, ko se... Lejte, to je dejansko vprašanje, kaj je. Ampak če pa vi gledate se stališča ustave in iz ustavno-procesnih jamstev in načel, je pa ljudem mora biti dana neka možnost, da se v nekem primernem času prilagodijo na novo ureditev. To je prvi vidik. Drugi vidik je pa ta, da jim mora biti dana možnost, da ko stopajo v neko poslovno razmerje, da na začetku, že takrat so seznanjeni z vsemi pravnimi vidiki, riziki in pastmi, ki jih lahko, rečemo, ko stopijo tako razmerje, ki jih da lahko vnaprej pričakujejo. V tem primeru, zato pa govorimo o posegu, nedopustnem posegu v pričakovane pravice, ker ljudje, ko so kupovali te delnice, iz prospektov nikjer ni izhajalo, da bi njim bil možno, da bi država lahko na oblasten način z nekim oblastnim ukrepom posegla v njihov pravni položaj, ne? V njihov premoženjski položaj. Takrat te možnosti ni bilo in verjetno bi se ljudje tudi takrat drugače odločali. In oni imajo tle neka upravičena pričakovanja, ne, da pridejo, se pravi, neka upravičena pričakovanja do nekega dolgoročnega donosa iz naslova te delnice, ki je bil pa zdaj dejansko s to ureditvijo v ta njihove pričakovane pravice je bilo poseženo. Tle je ta vidik načel pravne države problematičen in po našem mnenju nespoštovan za vidika zakonodajalca. No, v čem bi bila pa potem razlika, če bi jih recimo izbrisali delnice po ZGD-ju, če bi jih umaknili? Vi morate vedeti, da tam imajo lastniki sodelovalno pravico. Njihova korporacijska pravica je ta, da lahko odločajo v zvezi z poslovanjem neke banke. In tudi oni bi imeli možnost, da odločajo o tem, ali bo prišlo do razvrednotenja kapitala na ta način. S tem jim je ta pravica odvzeta. Z oblastnim aktom se dejansko posega v neka korporacijska razmerja. Ali pa bi imeli možnost sami sprejeti odločitev o dokapitalizaciji. In takšne možnosti niso imeli, sploh pa ne pod takšnimi pogoji, kot jih je država sama sebi zagotovila. Mimo tega, kar bi sicer nalagal tako zakon o gospodarskih družbah, kakor tudi omenjeni ustavni vidiki. Poleg dveh momentov, ki jih je odvetnica še enkrat izpostavila, sem prepričan, da kaže izpostaviti tudi tretji moment, ki ste ga že sicer prej predstavili, to pa je možnost vsaj uporabe pravnega sredstva zoper takšno dejanje in takšno oblastni akt. Torej tudi tega v noveli zakona o bančništvu ni. Zato je seveda več kot utemeljeno in upravičeno, še enkrat, kar se tiče Vseslovenskega združenja malih delničarjev, mi se čutimo dolžni, da kot civilno-družbena institucija odreagiramo na takšno oblastno ravnanje, ki si ga je privoščila vodilna, kakorkoli že politična, upravljavska struktura v Republiki Sloveniji. Še enkrat, česa podobnega niso bili priče v nobeni od držav, ne Evropski uniji, ne sicer po naši vednosti. Kar se tiče vprašanja Evropske unije, so številne države, številni ekonomski prostori v resnejših razmerah, zelo jasno, z jasnimi podatki, s tem v zvezi pa vendar niso bili posegi tako radikalni, niti nepričakovani. Zakaj je do tega pri nas prišlo? Morda več v nadaljevanju tudi sam, vezano na številne mednarodne aktivnosti, ki smo jih v zvezi s temi vprašanji tudi opravili, tako na ravni Evropskega parlamenta, Evropske komisije, kakor mednarodnih pravnih pisarn in nekaterih drugih institucij. Jaz bi seveda želel še enkrat, da se dejansko spričo časovnega okvira skušamo zaenkrat osredotočiti na
pravni vidik, vprašanje ustavnosti in pobude, ki je bila vložena, kot rečeno, in bi potem morda še druge momente. Jaz sem prepričan, da bova z dr. Glavičem iz vseh ostalih vidikov lahko to še dodatno pojasnila, kot rečeno celovito, pa bi zdaj še enkrat vprašal, če ima kdo morda kakšno vprašanje, željo po dodatnemu pojasnilu iz naslova čisto vsebinskega pravnega vidika. Mogoče samo to poudarim, kar se tega tiče. Direktiva, ki je bila v razpravo dana leta 2012, torej pred 2 leti, je predvidevala, da bi začela veljati leta 2015 in da bi jo začeli uporabljati leta 2018. To je prehodno obdobje, o katerem je odvetnica govorila. Vsak tak akt, ki bi rekel poseže globoko v neka razmerja, mora imeti neke prilagoditvene roke. Zdaj, kdo bi kaj prodal, je v našem primeru bilo brez veze, ker je država sama razvrednotila te delnice. Naj vas spomnim na to, da je KOKO obveznice spremenila v delnice, tako da je za 100 milijonov evrov dobila 100 milijonov obveznic, potem pa še za 10% obresti na te obveznice za četrt leta dobila 2,4 milijone in po 1,3 centa nakupila še 185 milijonov delnic. Ob hkratni prepovedi dokapitalizacije delničarjev, kar je osnovna pravica delničarjev. Tu je zdaj ta bi rekel, pravni, če ti prepoveš, mi bi tudi kupili po 1,3 centa, bi kolo prodal, pa bi kupil banko. To je nekaj, kar je nerazumljivo. Nihče ni tega naredil. Mi smo imeli včeraj v Mariboru posvetovanje, če hočete, vam bo kasneje povedal, kjer se je pokazalo, da smo mi sami naredili za državno pomoč nekaj, kar nihče ne razglaša za državno pomoč, sploh pa ne lastnik banke. Primeri so bili navedeni, kako je to teklo, tudi imena, kateri minister, v kateri vladi je zminiral dokapitalizacijo Nove Ljubljanske banke, ker je tuji partner hotel vložiti 1 milijardo namesto KBC-ja. Pa to ni edini in osamljen primer v vseh teh procesih. To je katastrofa. Po tej plati seveda še morda en generalni vidik. Morate vedeti, da v obeh omenjenih primerih, torej tako NLB-ja kot Nove KBM, so ti isti upravljavci, ki so zdaj s takšnimi manevri postali pravzaprav 100% lastniki, v takšno situacijo, na takšne razmere tudi pripeljali. Saj vendarle, še enkrat, mi smo na vseh skupščinah opozarjali na tiste momente, ki so v to smer šli. Pa so z seveda večinskim vplivom na samih skupščinah, torej država Republika Slovenija in tako imenovani paradržavni skladi, v primeru nekaterih drugih bank ali pa kakšne druge banke, pa preko podjetij, ki so v večinski državni lasti, pravzaprav pripeljali v razmere, kjer so tisti, ki so odgovorni za to, postali iz tega naslova nagrajeni in z razlastitvijo vseh ostalih, ki so lastna sredstva za to namenili, da bi v smislu naložbe brez možnosti, da bi ta bila razlaščena, kot je bilo že povedano, seveda postali potem strani Republike Slovenije 100% lastniki. In še enkrat, ne samo v mednarodnem kontekstu v Evropi ne poznamo takšnega primera radikalnega, da gre tukaj za izjemno, ne samo sprenevedanje, zavajanje, pač pa za laž vseh tistih ključnih akterjev v Republiki Sloveniji, ki pripovedujejo o tem, da smo bili k temu primorani iz naslova Bruslja in Evropske unije. Sam sem dobil na vseh ravneh zagotovila, da temu ni tako, in na drugi strani seveda to isto kažejo tudi primeri v drugih državah, ki so se našle v težavah, hkrati tudi prejele pomoč strani Evropske unije, za razliko Slovenije, ki takšne pomoči ni prejela, pa je posegla po najbolj radikalnih ukrepih, takšnih, ki jih torej druge ni. In na drugi strani se seveda ob
nenehnih pozivih z naše strani, tako guvernerju Banke Slovenije, kot finančnemu ministru, kot vladi, naj vendar predloži dokaze o tem, kako so potekali ti pogovori, na kakšen način so skušali zaščititi interese slovenskih državljanov v prvi vrsti, ne samo iz naslova lastništva delnic ali podrejenih obveznic, pač pa tudi iz naslova tega, da morate vedeti, in to izpostavljam, slovensko gospodarsko okolje in poslovni prostor je iz tega naslova utrpel neizmerno škodo, ki bo trajala še naslednja leta, da ne rečem desetletja. Mi smo v mednarodnem prostoru popolnoma izgubili kredibilnost in noben resen poslovnež in investitor se ne bo zlahka odločil sodelovati v okolju, v katerem smo pripravljeni retroaktivno spreminjati pravila igre pri tako pomembnih vprašanjih, kot so resne finančne naložbe, celoten bančni sistem, celoten finančni sistem. Veste, te posledice so precej hujše tudi v mednarodnem kontekstu iz tega vidika in ne nazadnje, ne samo iz vidika absolutno nesprejemljivih, škandaloznih razlastitev, ki so se zgodile imetnikom, kot rečeno, v tem kontekstu tudi delnic, pa tudi podrejenih obveznic. Česa podobnega v nobenem drugem primeru ni bilo. Jaz bi še enkrat prosil, če je morda kakšno vprašanje za odvetnico, ker mislim, da se bo morala v kratkem posloviti zaradi obravnave, ki jo ima sicer zunaj Ljubljane, tako da če je kakšno vprašanje še morda na hitro prosim, sicer pa bova z dr. Glavičem nadaljevala tudi v smislu teh vidikov, ki so še, jaz mislim, bili doslej nepredstavljeni, ne nazadnje tudi s spremembami pravil in okvirov strani Evropske unije, ki danes že izkazujejo, da so slovenske banke prekapitalizirane in dajte mi povedati, kdo ima korist od tega. Ali ima gospodarstvo od tega korist? Kaj bo iz naslova te prekapitaliziranosti, ki se je zdaj izkazala, na drugi strani pa ob zagotovilih naših upravljavcev in predstavnikov, ki kot kaže niso ščitili in zastopali interesov državljanov Republike Slovenije in Republike Slovenije ter njenega gospodarstva, ekonomskega, finančnega sistema kot takšnega, pa bi bili to v prvi vrsti dolžni in na drugi strani, da kot kaže nihče pravzaprav od tega od nas niti ni zahteval. Kakšni motivi se za tem skrivajo, morda kaj več tudi še v nadaljevanju. Prosim, če ima kdo še za odvetnico kakšno vprašanje. Potem se lepo zahvaljujem. Pa bi morda kar gospoda Glaviča, dr. Glaviča prosil, če bi predstavil še neke dodatne momente. Hvala lepa, srečno. Morda bi najprej tole rekel, razlastitev je tekla v 3 stopnjah. Prvo stopnjo sem že povedal, ne? Torej, mi smo dali recimo v prvem krogu za 151 milijonov evrov smo dobili 5,6 milijona delnic. Država je za 100 milijonov leta 2013 s prepovedjo dokapitalizacije dobila 285 milijonov delnic. Torej 5,6 milijona proti 285 za manj denarja. Zdaj pa, kar se tiče nove KBM, ona je imela 30. septembra lani 8,4% kapitalsko ustreznost. 9% se zahteva, ampak ne v kriznih razmerah, v normalnih razmerah. V kriznih je spodnja meja 6% določena od evropskih organov. Torej je bila zadostna. Če bi hoteli doseči 9%, bi rabili 30 milijonov, ne pa milijardo 200, tako kot je bilo tu. In zdaj druga stopna je bila potem tista ocenitev, ki so jo delali za 31 milijonov evrov nekatere inštitucije, tudi z Bahamskih otokov, kot veste. In to je bilo potem nekako udejanjeno 18. decembra. Mi smo zračunali in tudi predstavili Banki Slovenije, da je takrat še vedno bilo okrog 600 milijonov evrov kapitala v banki.
torej ni bilo razloga, da bi izničili delnice. Na kar so takrat naredili novo razvrednotenje, ki je bilo objavljeno potem 13. februarja, takrat so bile bančne izgube objavljene, s katerim so dodatno oslabili, ali bi rekel po slovensko, okradli banko in njene lastnike. Mi imamo tu eno sliko, ki vam jo bom pokazal, kako je iz DUTB-ja steklo skoraj 3 milijarde sredstev, in sicer 1 milijardo tako imenovanih slabih kreditov in 2 milijardo 900 milijonov je bilo garancij, torej zavarovanj za te. Za teh 3 milijarde je Nova KBM dobila 390 milijonov obveznic. To je, zdaj pa to, kar je steklo ven, imamo ovrednoteno, so bile bonitete A, B, C. Torej tiste, kjer normalno tečejo stvari brez kakšnih problemov, morda kakšen reprogram kredita, sicer pa ni noben, torej na DUTB so bila pretežno prenešena dobra podjetja oziroma naj bi bile terjatve, ampak bila so prenešena podjetja za prodajo. Recimo Adria Airways kot primer, ki odplačuje vse kredite, ima dobiček, je bil prenešen na DUTB zaradi tega, ker ga mislijo prodati. Ampak s tem so oropali banko in njene lastnike. To je tisto, kar hočem reči. Zdaj pa, kako so zračunali to? Če smo imeli očitno zadostno kapitalsko ustreznost, torej izračun je po našem mnenju bil nestrokoven. Oni so rekli, v letih 13, 14, 15 predvidevamo, da se bo zgodila katastrofa. Torej še en skoraj 10% padec BDP-ja, 18% zmanjšanje zasebne potrošnje in na osnovi tega so potem zračunali tisti minus, ki so ga potem udejanili v 2 stopnjah, kot sem že prej rekel. Zdaj pa so v marcu, aprilu bile objavljene projekcije za leta 13, 14, 15. Objavila jih je Evropski bančni organ, EBA, po katerem pa to ni več 9,5% padec BDP-ja, ampak samo še 3,3% v najslabšem primeru, da razumemo, 1% verjetnosti. Sicer pa je predvidena rast v teh 3 letih. In recimo pri zasebni potrošnji ni več minus 18%, ampak je minus 1,4% po tem pesimističnem. In zdaj seveda me prav zanima, kaj se bo zgodilo. Zdaj bojo, kot veste, letos 130 banko vrednotili po teh kriterijih, med njimi tudi Novo KBM in Novo Ljubljansko banko. In kot so izračunali strokovnjaki, bo še 2 milijardi sredstev preveč v bankah. Zdaj, a bojo te sredstva vrnili nam kot lastnikom, ki so bili okradeni? To je zdaj poanta, ki jo želim tu prikazati. Torej, seveda, če hočeš ti nekaj predvidevati, rečeš, dobro, pesimistični scenarij, da še pademo za 10% na BDP-ju. Potem normalni scenarij, da pademo za 1%. Ampak potem je pa še neki optimistični scenarij, ko mogoče pa sploh ne bomo padli. Tega pa ni nihče upošteval. Nihče ni obtežil, pa bi rekel, ne vem, 20% je verjetnosti, da bo optimističen, 50% da bo normalen, 20% da bo slab, pa potem se te verjetnosti pomnožijo, pa se štejejo, pa se dobi neko oceno. Torej, jaz kot tehnik moram reči, da jaz takega statističnega vrednotenja, kot so ga tu napravili v Evropskem bančnem organu, Evropski komisiji, Evropski centralni banki, ne razumem. To je noro. Če bojo to uporabili zdaj za 130 evropskih bank, potem bomo imeli v Evropi katastrofo.
Potem bojo v Evropi vse banke podržavljene. Ja. Tako rekoč vse banke podržavljene. Ne? Ja. Ja. Česar pa verjetno ni za pričakovati. Ampak to, kar je včeraj bilo jasno, ne? Zdaj pogledajte, Raiffeisen so tudi pri nas v tej kontrolni seriji 10 bank oziroma 8 bank pregledali in so ji rekli 130 milijonov morate dokapitalizirati. Oni so dokapitalizirali 30 milijonov, pa nikome ništa, ne, ko bi rekli na jugu. Ne. Torej sploh niso upoštevali tega, kar je. Ne. Samo papež, ki smo mi bolj kot papež, ne, naredili vse mogoče, med drugim tudi sploh to, kar so druge države naredile brez kakšnih problemov, smo mi obesili na veliki zvon, pa nesli v Bruselj. Ne, pa naj vas upozorim na to, da je že ZUKSB, ne, torej ta zakon o stabilnosti bank, ki je bil sprejet leta 2012, imel to razlastninjenje noter. To ni res, da je šele s sporočilom Evropske komisije leta 2013 prišlo. Že pol leta, več kot pol leta prej je bilo v zakonu. Ne vem zakaj. To bo moral razložiti zakonodajalec. Ne. Zato mu bomo tudi napisali eno pismo, bo kasneje verjetno povedal gospod Verbič. No, sej jaz bi tukaj, če dovolite, doktor Glavič, morda malenkost priložnosti dal tudi prisotnim novinarjem, predstavnikom javnih občil, da eventualno tudi po tej plati še nekatera vprašanja je bilo prej zaznavno, da bi utegnila biti s tem povezana, morda zastavijo, ko podajate primerjavo z nekaterimi drugimi bankami, drugimi državami in okolji, morda vi ste tudi seznanjeni s primerjavo, ki smo jo pripravili v okviru združenja, vezano recimo na nam bližnji primer Hypo banke v Avstriji, ki recimo je bila dokapitalizirana strani države, pa ne v identičnem, ampak v primeru, veliko bolj skrajnem primeru, ki bi dejansko nalagal morda aktivnosti, kot so bile v primeru slovenskih bank upravljene, pa iz naslova Avstrije seveda ta zadeva niti ni bila kakorkoli komunicirana z Brusljem. Bruselj se na to ni odzval in zelo jasno je tudi sam guverner Avstrijske centralne banke povedal, da oni v takšne ukrepe pač ne bodo šli, ker so v nasprotju z interesi ne samo njihovega bančnega sistema, ampak sploh države kot take. In s tem v zvezi niso bili deležni nikakršnih ukrepov, sankcij ali česa podobnega. V naši komunikaciji se je želelo tudi strani Bruslja prikazati, da tukaj so neke razlike, ampak pokazalo se je, da so dejansko razlike vezane v primerjavi s slovenskim pa avstrijskim primerom Hypo banke takšne, da bi v vsakem primeru in z vseh aspektov v konkretnem avstrijskem primeru bila potrebna drugačna obravnava, ne pa v slovenskem. In to je ravno ta zadnji aktualen primer, ki sem ga, moram reči, jaz predstavil tudi mednarodni mreži pravnih pisarn pred 2 tedni na njihove letni konferenci v New Yorku in bil deležen iz tega naslova, moram reči, silnega čudenja uglednih pravnih pisarn, ki v svetovnem merilu zastopajo investitorje in delničarje, in s tem v zvezi seveda tudi zaskrbljenosti, ukolikor bi šlo za vprašanje, ki bi bilo neko pravilo znotraj Evropske unije, vendar je bilo hitro ugotovljeno tudi z njihove strani, imamo te informacije, da kot kaže na ravni Evropske unije takšnih potreb, takšnih pritiskov in ravnanj ni za pričakovati, kar pomeni, se zastavlja tisto isto vprašanje, ki smo ga mi odprli tudi v pismu, ki sva ga poslala predsedniku Evropske komisije Barrosu, ki sem ga predstavil na konferenci v Evropskem parlamentu, in iz njega izhaja, da je očitno tukaj obravnava Slovenije popolnoma neenakopravna. Iz tega naslova sem bil deležen popolnega kategoričnega zanikanja tovrstnih ravnanj in pritiskov strani Evropske komisije, Bruslja ali drugih organov, torej European Banking Authority in podobnih.
Skratka, izkazuje se, da mora biti verjetno nek drug motiv strani tistih, ki v Republiki Sloveniji ali ne zastopajo interesov državljanov Republike Slovenije in naše ekonomije, ali pa na drugi strani seveda kakšni motivi, ki so vezani na ta dogajanja pri nas v procesu siceršnjega, nam v združenju znanih postopkov, trajajočih pravzaprav 20 let, lastninjenja in vsega tega, kar je to za sabo pripeljalo. Mi bomo bolj počasi, če bo to vse toliko časa trajalo, ampak bi imela pa dve vprašanje. Eno vprašanje je v bistvu, vemo, da smo bili poskusni zajček glede stresnih testov, ne vem, da pač se je vse tako odvijalo, kot se je, da smo pač po eni strani mogoče bili primorani toliko denarja tudi vršiti v te banke in da se zdaj izkazuje, da pač je bilo to morda tudi preveč. Ampak, a se vam zdi recimo pošteno, da sodelujejo pri reševanju bank vse družbene skupine, se pravi od lastnikov do, ne vem, davkoplačevalcev, do tega, naprimer, ko so hoteli nepremičninski davek uvesti, ne, pa pač ni šel skozi. In kaj predlagate v bistvu v primeru, da pač ne bi pobrali vsega, ker vemo, da mogoče v Španci, meni se, da so, ne, nisem sigurna, ampak pri obveznicah vzeli samo 15% vsem pač in ostalo recimo pustili. Ja, tako je. Veste kaj, ne, te delničarji, pogledajte, so kupovali delnice po 27 evrov. Ne. Njihova knjigovodska vrednost je bila 14,5 evra takrat, ko so kupovali. Ne. Če gledamo recimo konc leta 2012, je bila ta vrednost knjigovodska 5,37 evra. Ne. Se pravi, oni so že žrtvovali 22 evrov na delnico. Ja, lepo vas prosim, kaj še hočete? Zdaj pa vlada, ne, izda 285 milijonov delnic, proti totim 5,6 milijonov, in razvrednoti to na 0,1 evro. Zdaj pa je še treba ta 0,1 evro vzeti. A razumete v tem poanta? Kaj hočete? Recimo na Cipru, ne? Kaj se je zgodilo na Cipru? Tistim, ki so nad 100.000 evrov imeli, so pretvorili en del vloge v delnice banke. Torej, ničim niso vzeli, samo pretvorili so. A zdaj, ja, depozite. Depozite drugače kot delnica. Čakajte malo. Zdaj pa vzamete tu nekega delavca tam v Mariboru, ki je rekel, bom pa jaz za moje otroke ali pa za vnuke vložil 600 evrov v banko. Ne, to pa ni 100.000 evrov, me razumete? 600 evrov je vložil, zdaj so mi jih pobrali. 1380 evrov je bila povprečna vloga teh 106.000 takrat delničarjev. To niso kapitalisti, razumete? Nekateri, in banka je to omogočala, da si depozit, vezan depozit, pretvoril v delnice, predno je iztekla doba vezave. To je po vaše odgovarjati. Tisti bančni uslužbenec, ki je to, oziroma njihova Ja, seveda, mislim, ki je pač to narekovala tem. Saj veste, da je minister Bajuk takrat rekel, to je dobra, dolgoročna naložba. Pazite, dividenda povprečna je bila 0,2%, kar je bistveno manj od vezane vloge. Ne. In zdaj še to, kar je prej bilo vprašanje, ne. Koliko je država dala, ne, 3,5 milijarde. Ampak, a veste, kaj je to? V primeru nove KBM je država dala 870 milijonov, pa 390 preko te DUTB, ne, torej družbe slabe banke, ne, za katerih 390 je prej dobila 2,9 milijarde, ne, ki jih bo zdaj unovčila in napravila dobiček. Ne. Ampak od tistih 870 milijonov, ne, je bilo približno 300 milijonov samo pretvorbe depozita države v lastnino, pa 40 milijonov obveznic v lastnino. Potem je bilo 600 milijonov, približno je pa bilo obveznic plus nekaj okrog 300 milijonov je bilo od tega, 300 milijonov obveznic, pa 300, tako na grobo govorim, je bilo gotovine. Samo 300 milijonov. Ostalo bo prispelo čez 2-3 leta šele. Torej, ni se bilo državi potrebno zadolžiti v tistem trenutku. Se pa seveda to pojavi kot javni dolg. Ne? Se pravi, če prav razumem, se vam zdi, moje vprašanje je bilo v bistvu, če se vam ne zdi pošteno, da
pač vsi sodelujejo pri reševanju bank, se pravi vse skupine, pač s tistim, kar imajo. Vemo, da nepremičninski davek sicer ni šel skozi, ne, ampak je bil pa namen, da naj bi, se pravi, da bi tudi obdavčali premoženje ljudi, se pravi nepremičnine in podobno. Bil sprejet višji DDV in podobno, tako da se vam ne zdi torej pošteno, da... Ne, saj sem vam rekel, da sploh, da banka je imela 8,4% kapitalsko ustreznost in da je bilo še potem, ko so prenesli na DUTB stvari, še vedno 600 milijonov evrov kapitala tam. Torej, ni bilo potrebe, da se to naredi. In delničarji so že bili prej razlaščeni, ne? Do konca leta 2012 od 27 evrov na 5,4 evra. Ne? In zdaj morate vedeti to, da je to, kako bi rekel... No, jaz, če dovolite, dr. Glavič, bi vendarle tukaj vsaj generalno želel podati še odgovor, ker posameznih konkretnih argumentov in zgodb vezanih na novo KBM je seveda precej. Vaše vprašanje pa je vendarle bolj splošno. S tem v zvezi želim povedati naslednje. Vse slovensko združenje malih delničarjev se je za postopke, ki so kompleksni in zahtevni in jih pelje, odločilo za to, ne samo iz naslova zaščite pravic in interesov razlaščenih delničarjev ali imetnikov obveznic. Še enkrat izpostavljam, v prvi vrsti je potrebno, da institucije civilne družbe, glede na to, da očitno tisti, ki so za to prvi poklicani, niso odgovorni do te mere, da bi spoštovali zakonodajo, zakone, ki so jih pravzaprav sami pripravili in sami sprejeli, vključno z ustavo. Torej, gre za zelo pomembno vprašanje iz naslova funkcioniranja in družbene kohezivnosti v Republiki Sloveniji. Poglejte, če bomo mi pristali na logiko, da je možno kadarkoli, kakorkoli, glede na neko politično večino, ni važno katero, spreminjati pravila za nazaj, spreminjati pogoje za nazaj, tudi v primeru funkcioniranja gospodarstva in poslovnih sistemov. V takšnem primeru smo si mi brez nadaljnega napisali smrtno obsodbo. Kajti takšno poslovno okolje je za kateregakoli resnega investitorja, poslovneža nesprejemljivo. To je vidik vezan samo na vprašanje poslovno-gospodarskih sistemov in subjektov. Gre pa za širše družbeno vprašanje. Torej, če mi kar naenkrat začnemo zaradi nenehnega opozarjanja na takšne ali drugačne krizne razmere, za katere se zdaj za konkretnimi analizami izkazuje, da sploh niso tako sila kritične in problematične, da bi zahtevale neke posebne razmere, izredne razmere in ravnanja in ukrepe. Torej, če se izkaže, da smo pripravljeni v nekem takšnem ustvarjenem vzdušju popolnoma spremeniti tisto, kar je še do včeraj veljalo kot spremenljivo le po izredno kompleksnih, prefinjenih možnih postopkih. To se je zgodilo v primeru zakona o bančništvu iz danes na jutri. Še enkrat, ob tem, da je celo samim zakonom, oprostite, česa podobnega tudi v revolucionarnem pravu nismo bili priča, da je samim zakonom prepovedano, da bi zoper takšno ravnanje, takšno dejanje lahko uporabil pravno sredstvo tisti, ki je prizadet. Da ne govorimo o tem, da niti odločb, če govorimo o primeru razlaščenih delničarjev nove KBM, se niso prejeli nikakršnih odločb. Pravzaprav nimajo nobenega pravnega dokumenta, na podlagi katerega bi sploh lahko kjerkoli konkretno postopke, tudi, ker zakon to sicer prepoveduje, sprožali. Zakaj smo se mi že od decembra in v mesecu januarju, vse tja do februarja, pravzaprav borili in prizadevali, da bi sploh prišli do odločb Banke Slovenije, na podlagi katerih se je to zgodilo. In tudi potem, ko jih je Banka Slovenije vendarle po poteku nekih rokov, mi smo te roke sicer zavarovali s postopki, ki smo jih sprožili tudi na drugih sodiščih, torej na upravnem in na registrskih sodiščih, poleg ustavnega sodišča. Ampak s tem v zvezi
kaže izpostaviti, da so v bistvu tudi iz tistih odločb izbrišani ključni podatki, ki se ravno danes izkazujejo, seveda, da so bili potvorjeni. In vprašanje, ki je seveda na mestu in ga jaz želim nasloviti tudi na javna občila, na medije, na vas, ki imate pri tem ne nazadnje pomembno vlogo, da zastavite vprašanja tistim, ki so te postopke vodili kot akteri. Torej, Ministrstvu za finance, Banki Slovenije in guvernerju, Vladi Republike Slovenije, najprej, kako je možno, da je do takšnih posegov ravnanj prišlo na podlagi analiz, ki odstopajo. Vi si poglejte, kaj so revizijska poročila, kaj je sama Banka Slovenije še konec meseca septembra v svojih analizah ugotavljala. Uradno, popolnoma nekaj drugega, kar se je nekaj tednov zatem pokazalo skozi plačane, skozi naročene in plačane revizije, vezane na tako imenovane stres teste, drago plačane. Pri čemer revizijska hiša, ki je to upravljala za, po naših informacijah, sila visoke zneske, neprimerljive z drugimi okolji, ne prevzema nikakršne odgovornosti za rezultate tega, kar je v tistih testih oziroma revizijah zapisano in kar predstavlja popolnoma drugačno stanje, kot ga je malenkost predtem sama ta ista Banka Slovenije v bistvu uradno ugotavljala. In na tej podlagi, še enkrat, kot je dr. Glavič že preomenil, ponovno še dodatna slabitev v rezultatih in izkazih, ki so bili objavljeni potem v mesecu februarju. Oprostite, jaz se ne morem znebiti vtisa, da očitno nekdo namerno v procesu preomenjenih dogajanj in manipulacij, predvsem vizavi državljanom, vizavi malim delničarjem in ne nazadnje vizavi poslovnim sistemom, s čimer imamo pač v 10 letih obstoja našega združenja nekaj prakse, zdaj v tem tretjem krogu lastninjenja v bistvu vzpostavlja pogoje, kjer bo popolnoma prevzel vso kontrolo nad vsem, kar je še v tako imenovani državni lasti, tudi s tem manevrom, da se ob neobstoječih razlogih in dejansko iz naslova realnih podatkov o lastnini, pravzaprav celoten bančni sistem ali pa večino tega, saj vendarle so te 3 državne banke, vemo v kakšnem deležu finančnega in bančnega sistema v Republiki Sloveniji prisotne, in da preko tega, torej tudi slabe banke, pride do razprodaje vsega tistega in pa do situacije, kjer nekdo lahko upravlja in prodaja vse tisto, kar je iz naslova državne, tako imenovane državne lastnine ali prisotnosti države, paradržavnih skladov še ostalo. Samo še en stavek dodam k temu, v smislu razmišljanj, za katere bi tudi vas prosil, da morda v tej smeri malo razmislite, ker precej dejstev in indicev dejansko na to kaže, da se s tem v zvezi, seveda, zaključuje tisto, kar je bilo leta 1993 v smislu procesa in načina privatizacije v Republiki Sloveniji na eni strani postavljeno kot delitev certifikatov in privatizacija z naslova vseh državljanov, na drugi strani pomemben delež, ki je ostal državi. Nekdaj družbena lastnina, in tukaj se spet naslanjam na pravne postulate, tudi znotraj Evropske unije, kjer ugotavljajo, da, a veste, javna lastnina je lastnina vseh državljanov, ni pa to državna lastnina. In tukaj ta moment, ko nekdo, ko pridobi iz tega naslova možnost upravljanja in oblast nad dobršnim delom gospodarstva v neki državi, čemu smo pač zdaj priča, to pomeni dejansko tiste podlage, ki tlakujejo razmere v takšnem okolju, v takšni državi za nadaljna desetletja in za nadaljne generacije. In zaradi tega se naše združenje v prvi vrsti s tem vprašanjem tako resno ukvarja. Ker je to sila pomembno za naš, ne samo gospodarski, ampak tudi družbeni razvoj, ustroj in situacijo v prihodnjih desetletjih in za prihodne generacije. Ker gre za resen proces, ki smo mu priča v teh zadnjih 20 letih in ki se očitno na nek način danes izteka v to, da se izkazuje kdo, kako
predvsem pa z prevaro bo obvladoval tisto, kar je bilo ustvarjenega skozi desetletja, v zadnjih 60 letih vsaj. Lahko prosim, nam se tudi malo zamudi, ne? Jaz bi vas prosila samo z imeni, če lahko poveste. Rekli ste, da ste gospoda Barbuta dobili pismo, ki vam zagotavlja, da to ni bilo potrebno. Kdo še na ravni Evropske unije vam je zagotovil, da takšni ukrepi niso bili? Samo imena, prosim, brez razlag širših, ker se res mudimo. To so bili ključni predstavniki Evropske komisije, European Banking Authority, ESME kot tistega nadzornega organa. Mi imamo s tem v zvezi, jaz vas bi napotil na videoreportaže, ki jih redno objavljamo, vključno za sporočili na naših spletnih straneh, kjer so navedeni in ne nazadnje moja konkretna vprašanja tem ljudem in predstavnikom tam zastavljena. Tako da vas vabim, da si pogledate za konkretnimi imeni, njihovimi funkcijami in vprašanja, ki so bila naslovljena in odgovore, ki so jih ti podali. V številnih primerih imate to dostopno na naši spletni strani. Vkolikor želite, vam bomo pripravili, glede na eventualno specifično vprašanje, tudi nek povzetek tega. Hvala. Gospod Galavič, za vas pa sem še to imela. Vi ste tudi delničar bili, ne? Ja. Pa tudi obvezničar? Ne. Jaz sem še eno vprašanje, prosim, na Helios, glede na to, kaj se dogaja, verjetno ste kaj brali, kako komentirate to vrstne prodaje in nakupe slovenskih podjetij? Veste kaj, to je vse ista zgodba, ne? Jaz bom tako povedal, mi bomo danes poslali v Državni zbor eno analizo na 24 straneh z vsemi referencami o vseh rezultatih, ki smo jih v 5 mesecih uspeli zbrati potem, ko so bile nekatere stvari objavljene. In treba je reči tako, ne, da ni prvič, da je država sesula kapitalski trg. Spomnite se Proficija Dadas. Parlamentarna preiskava v Državnem svetu je ugotovila, da je bila tisto ukrepanje popolnoma nepravilno. Ne? In zdaj se kaže ista zadeva. Nobena država ni tako nora, da ubije kravo, ki ji nosi mleko. In ne, zdaj poglejte, mi imamo zdaj tako imenovani bančni vzvod, včeraj smo o tem strokovno razpravljali, kar pomeni, ne, da ti nimaš kapitala, ampak imaš posojila. In posledica tega je, da država, gospodarstvo v času konjunkture raste nadpovprečno hitro, v času krize pa pade nadpovprečno hitro. In to smo mi dokazali. Mi nimamo kapitalizma, ampak imamo kreditizem. Kapital smo uničili, domači, pa tudi tuji. Se veste, da je bila nova KBM na varšavski borzi. Tudi tam se pripravlja tožba. Jaz se opravičujem. Ste zanimivi, pa vse res nas preganjajo, ne? Ja. Ali sploh sam tako mogoče konkretno za Helios, prosim, če mi lahko en tak komentar. Ja, to se bo zgodilo z Mercatorjem tudi, ne? Zato ga kupujejo Agrokor, ne? Ker je v težavah in bo zdaj, ne, na naših kmetih, na naši prehrambeni industriji prehranil. In to je isto, Helios je bil dobro podjetje, žal je padel v lastnino Zvonov. Ne. Zvoni so propadli, tudi delno zaradi neumnosti države. Ne. In sedaj Avstrijc, ker je obljubil, da ne bo zmanjšal števila ljudi, je najprej moral direktor zmanjšati število ljudi pred prevzemom, ne? Ker to ni bilo, on se ni obljubil, on je šele, ko bo prevzel obljubo, zdaj pa dela to, da meče na cesto slovenske zaposlene in nastavlja svoje. In to to, če si hlapec, ne, potem nisi več gospodar. Potem, ko gospodar reče, zdaj boš šel v hlev skidat gnoj, greš skidat gnoj, on pa gre na malco. To nas čaka. To bo se isto zgodilo z bankami. Ko bomo mi te banke prodali, bomo odvisni od tujega kapitala. Naj vas spomnim na to, da je Slovenija se začela razvijati pred 120 leti,
ko so ustanovili prve hranilnice in posojilnice. Ve se, da brez tega ni razvoja. Ampak naša politika, naša stroka ne razume ali pa noče razumeti. Vi ste brali, kaj se piše o lobijih. Ne? Seveda, če nekdo vidi, da se bi dalo iz Slovenije še potegniti par milijard, ne, in to domači pa tuji, potem to naredijo. Tu ni socializma, to je kapitalizem. Se opravičujem, a ste dobili konkreten odgovor, ker jaz, kar se tiče samega Heliosa, lahko komentiram zadevo zgolj na način, da je pri prodajah, ki so bile opravljene, nekatere tudi uspešno, pomembno, kot se izkazuje dejansko to, da je samo po sebi ali strateško partnerstvo, ali prevzem podjetij, kar zadeva pozicije združenja, seveda so posamezni primeri različni, ampak generalno mi menimo, da tudi vprašanje seveda strateških partnerstev, tujih lastnikov ni problematično. Seveda, če gre za razvojno orientirane možnosti in pa za namene, ki niso zgolj ali izčrpavanje, ali seveda ukinjanje zaradi tega, da se neke konkurenčne prednosti, ki so na posameznih trgih, konkretno, kar se tiče Heliosa, prav gotovo na trgu, predvsem srednje vzhodne Evrope, področja bivše Sovjetske zveze, da se seveda to omrežje in tiste možnosti, ki so iz tega naslova prisotne in ti potenciali prevzame, medtem ko samo osnovno podjetje z zaposlenimi in z siceršnjim potencialom, ki ga ima, seveda onemogoča. Tukaj so zmeraj vprašanja konkretnih tehtanj v posameznem konkretnem primeru in ko je lastnik Republika Slovenija, je toliko bolj pomembno, da seveda ne ocenjuje samo vprašanja iz naslova donosa, iz naslova profito, iz naslova prodajne cene, pač pa tudi iz momenta, kaj to v perspektivi za posamezno podjetje pomeni. Ker mi vemo, da lahko to že naslednje leto ali čez 2 leti pomeni obremenitev za proračun iz naslova zaposlitev, za razliko od prihodkov za proračun iz naslova uspešnega poslovanja in davkov. No, mi smo temu rekli, v tem poglavju smo to rekli, ne samo Evropa dveh hitrosti, tudi Evropa dvojnih meril. Ja, to sem se jaz včeraj razmišljala prav, to besedno zvezo, v bistvu sem mislila, da sem se jo sama spomnila. Ja, evo, zdaj jo imate tu že napisano. Ne. In to je to, ne, Avstrija je za Hypo banko vložila 29. junija lani in dobila dovoljenje septembra za 5,4 milijarde evrov dokapitalizacije lani in letos aprila, pa je nesistemska banka. Me razumete? To so dvojna merila. Mi pa smo vložili januarja, pa smo dobili decembra s pogojem, da vse razlastninimo, oni pa nobenih pogojev. Jaz bi predlagal takole, dr. Glavič, da počasi sklenemo, razen če ima gospod še kakšno vprašanje. Sicer pa morda bi tudi tole zadevo, ki jo bomo takole tako poslali novinarjem, ki so se udeležili konference, kar razdelili, pa si lahko morda tudi pogledajo tisto analizo, ki ste jo najavili in ki jo bomo mi seveda naslovili na Državni zbor. Hvala lepa za udeležbo. Prosim, če sporočite tudi sicer javnosti, da jih vabimo, da se vključijo v postopke, ki jih peljemo v njihovem interesu.